Mlada družina je kupila stanovanje v novejšem bloku v Novem mestu. Arhitektki so zaupali zahtevno nalogo, da dvosobno stanovanje preuredi v trosobno, tako da otrokoma zagotovi vsakemu svojo sobo in seveda še spalnico za starša. Prenovljeno stanovanje se zdaj ponaša še s povsem novo kuhinjo in prostornejšo dnevno sobo. Smo na obrobju Novega mesta v naselju Podbreznik. Zgrajeno je bilo pred 10 leti, so bila ta 4 oziroma 5 stanovanjskih blokov. Mi smo v enem novejšem bloku, v Pritličju. Je pa tako, to stanovanje je bilo sicer res zgrajeno šele pred 10 leti, ampak ni bilo prilagojeno za stanovanje kot za neko 4-člansko družino za udobno bivanje. Kakšno je bilo to stanovanje, ko ste prišli? Osnovne značilnosti povejte, prosim, pa velikost. Stanovanje meri približno 74 kvadratnih metrov. V prvotno je bilo v bistvu 3-sobno stanovanje, to pomeni 2 spalnice pa dnevna soba. Mi smo pa potem to stanovanje preuredili v 4-sobno. V bistvu, te sobe so bolj majhne, ampak recimo, da je še vedno kot 4-sobno stanovanje zdaj deluje. Največji problem je bil ravno ta, da ima ta nova lastnika 2 otroka, ki sta želela svoji sobi. In to je bila v bistvu glavna ideja, preurediti tloris, da dobimo več spalnic. In pa vhodni del v stanovanje je bil preozek, ni omogočal shranjevalnega prostora. Zato smo ta del razširili in odprli proti dnevnemu prostoru, da smo dobili dnevno svetlobo v prostor. Tako da kvadratura je ostala enaka, ampak je v bistvu prostor bolj izkoriščen. Dnevni prostor je majčkeno manjši, ampak ne deluje nikakor v bistvu zaprt. Solastnica stanovanja je med iskanjem rešitev, kako najti dovolj prostora v novem stanovanju za vse želje, spoznala, da brez strokovne pomoči ne bo šlo. Vedela pa je, kakšne barve naj prevladujejo v prostorih in kateri slog opreme ji je blizu. Je pa želela imeti svetle tone, les, neke monokromatske barve, ne preveč barv. Všeč je bil skandinavski stil, tako da smo se zelo hitro potem tukaj tudi ujeli. Stanovanje je bilo pred prenovo povsem drugačno. Od prvega stika naročnikov z arhitektko Sanjo Zvonkovič do konca izvedbe prenove ni trajalo dolgo, saj mlada družina živi v novem stanovanju šele 2 meseca. Prvi stik je bil približno pred 10 meseci, to pomeni v začetku leta. Načrtovali smo stanovanje približno 6 mesecev, ker smo vsako idejo, ki smo imeli, dobro premislili, izprobali, prespali in se potem na koncu odločili. Smo imeli pa srečo, da smo pred vselitvijo lahko vse že načrtovali in ko so pač lastniki se vselili, smo začeli takoj s prenovo, vsi načrti so bili pripravljeni in potem je sama prenova trajala 4 mesece. Skoraj nobena stvar na svetu ne gre brez težav. So bile tle kakšne težave ali že prej pri načrtovanju, sploh je bilo kaj takega, čemur se niste mogli ogniti, pa pol mogoče pri izvedbi tudi? Srečo smo imeli, da so bile vse predelne stene nenosilne, tako da to nam je zelo olajšalo zadevo pri premikanju. Prvotna ideja je bila, da bi ohranili parket obstoječ, ampak žal to ni bilo možno, saj pod predelnimi stenami ni bilo parketa. In tudi, ko smo premikali radiatorje, bi se pojavljale luknje in bi mogli to pač sanirati, tako da smo se odločili, da damo celoten parket ven in vinilni tlak. Želela sta pa naročnika čim več inštalacij ohraniti. To pomeni, vodovodne inštalacije so vse na enakem mestu, kot so bile. Razen električna napeljava je pač popolnoma na novo napeljana. Zelo je bilo treba zoptimizirati prostor, pametno postaviti opremo. Sobe so majhne, so tam okrog 10 kvadratov, ampak niso vtesnjene, so zelo dobro izkoriščene. Ampak ta dnevni prostor je bil pa malo problematičen, sploh zaradi umestitve jedilne mize, ki ponavadi vzame zelo veliko prostora zaradi stolov, in zato smo se odločili, da pač umestimo klop.
in s tem pridobili zelo veliko prostora pri prehodu. Kuhinja je tudi zelo zoptimizirana, vsi odmiki so glih toliko, kar pač je potrebno. Kakšna pa je bila kuhinja pred prenovo? Ne, ni bilo otoka, bila je kuhinja v L in en del je bil v bistvu še, en pult je bil še na drugi strani hodnika, ampak je bilo zelo nerodno, ker si mogel iti čez kuhinjo, celotno kuhinjo v dnevno sobo. Ni bilo ravno praktično, ja. Jaz kot laik opazim tudi to, da je precej teh omar, ki so tik pod stropom, na nek način čutim več prostora, več volumna samega prostora. Je bil to namen? Prvotni namen teh omar je bil pridobiti čim več shranjevalnega prostora, ampak hkrati ne zasičiti prostor, da ne bi deloval preveč utesnjeno, zato so v bistvu tudi te vse omare bele in dvignjene na neko višino, da prostor zadiha, da je čim več površine za premikanje po prostoru. Takoj, ko smo vstopili v stanovanje, opazim en tak luškan igriv vzorec iz šesterokotnikov na tleh, ki pa se potem izgubi. Pa sem videl še nekaj šesterokotnikov. Se pojavijo te šestkotniki na enih parih mestih v stanovanju. Ideja je bila, da bi bili ti šestkotniki tudi v kopalnici, ampak bi se skupaj bilo preveč detajlov. Tako da smo se odločili, da samo najtemnejšo barvo iz šestkotnika uporabimo potem na ploščicah v kopalnici. Potem se pojavijo šestkotniki še na ogledalu v predsobi in potem še na raznih dekorativnih elementih. Oba otroka sta dobila svoji sobi, ki sta bili izrisani iz tipske opreme. Končne odločitve pri nakupu je imela njuna mama. V bistvu naročnika sta se odločila, da bi spalnico in otroški sobi kupila v bistvu tipsko opremo. Zaradi samega stroška in v bistvu, ker ni tako smiselno zdaj otroške sobe delati po meri za tako majhne otroke, ker zelo hitro to prerastajo. Tako da je oprema tipska, smo potem pa z mizarjem skupaj postelje personalizirani, da smo v bistvu naredili take hišice. Vsakem otroku malo posebej, fantek ima zgoraj ležišče, spodaj igralno površino, deklica ima pa, ker je pač še malo manjša, da ne bi pač padla, ima pa ležišče spodaj in ima v bistvu samo neko tako enostavno hiško iz ogrodja. Izbira pohištva je bila ob prenovi zelo racionalna. Tam, kjer se potrebe hitro spreminjajo, so kupili tipsko pohištvo. V ostalih prostorih pa so opremo in pohištvo dali izdelati po meri. Vsa oprema je po meri razen spalnic. To pomeni tudi recimo tale klubska mizica, kopalnice, vse omare, tako klopi, sanitarije, kopalnica, to je vse po meri. Gotovo bo zanimivo vedeti, koliko je veljala takšna prenova, še posebno, če je bila večina opreme izdelana posebej za to stanovanje. Zdaj okvirno naj bi bil celotna investicija skupaj s projektom okrog 35.000 evrov. Ta prenova je še ena potrditev, da je mogoče doseči na videz nemogoče. Temeljito prenoviti stanovanje, ga prilagoditi svojim potrebam, doseči estetsko skladnost in za to porabiti razmeroma malo denarja.